Na GZS so bile 18. aprila 2014 podeljene diplome diplomantom papirne šole, ki jo je organiziral Inštitut za celulozo in papir v sodelovanju z Združenjem papirne in papirno-predelovalne industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Gre za projekt KOCPI oziroma Kompetenčni center za kadre v papirni industriji, ki je v bistvu nastal kot potreba panoge, kajti že od leta 2001 v papirna branža nima več nobenega formalnega izobraževanja v Sloveniji, se pravi, treba vse kadre dodatno izobraziti za delo v tej industriji. Tako da v bistvu zdaj po mnogih letih smo uspešno zdaj izpeljali program papirne šole, ki se ga je udeležilo 65 udeležencev iz 4 papirnic in je zaobjemal celoten proces izdelave papirja na neki osnovni stopni. Je pa to le začetek, kajti načrti so, da bomo programe izobraževanj nadgrajevali tudi po poteku projekta, kar bo avgusta naslednje leto. Papirna šola v Sloveniji, kot veste, je zaprla svoja vrata kar nekaj let nazaj in zdaj s tem projektom kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v Sloveniji smo dobili priložnost, da ponovno nastavimo strokovno-tehnično izobraževanje za papirno industrijo, ker so, tako kot za vse ostale industrije, ključni kadri za uspešen razvoj podjetij. In papirna panoga dokazuje, da je ena najbolj stabilnih in tudi rastočih v Sloveniji in zaradi tega moramo zagotoviti tudi pravo okolje za izobraževanje in stalen pritok najbolj kvalitetnih kadrov. Papirna šola je eden od podprojektov Kompetenčnega centra za papirne industrije. Nam je veliko veselje, da lahko to tradicionalne, predelovalne ali pa proizvajalne industrije v Sloveniji podpremo. Papirna šola nam je pa všeč zaradi tega, ker se v bistvu dela strukturirano na nekem programu za zaposlene iz podjetij v panogi in ponuja priložnost, da se to izobraževanje institucionalizira oziroma da se program nadaljuje tudi po preteku projekta. Izobraževanja so se udeležili slušatelji iz Inštituta za celulozo in papir ter 4 slovenskih papirnic. Zakaj ste se vi odločili za šolanje vaših kadrov v papirni šoli? Ja, poglejte, to je kar nuja, se konec koncev danes ta nori svet, konkurenčnost in vse to zahteva od tebe, da imaš temu primerno oborožene ljudi z znanjem in znanje črpamo vse povsod, kjer ga je možno dobiti. Seveda je najboljš v okolici tovarne, ampak mi gledamo tudi širše, ne samo v tej okolici tovarne, ampak tudi iz mednarodnega okolja pošiljamo vedno ljudi na izobraževanje, ker le izobraženi kadri lahko prispevajo tisto, kar pričakujemo od njih. Ker nimamo kadra v papirništvu, smo se odločili, da tudi na ta način usposabljamo oziroma da nekaj delavcev usposobimo v papirni industriji. In ste zadovoljni? Smo zadovoljni. V bistvu zdaj ne obstaja strokovna izobraževanje z področja papirništva, ampak se mladi zaposlujejo iz drugih področji, se pravi strojniki, električari in rabijo tole strokovno znanje, ki pa so jo zdaj s tem izobraževanjem dejansko resnično dobili. Moram reči, da so bili zelo zadovoljni in tudi mi smo zelo zadovoljni, da se je ta zadeva začela razvijati, da se je zgodila, da se danes z podelitvijo spričeval konča. Ampak seveda, da se ne konča zavedno, ampak da se ta stvar še nadaljuje v bodoče. Ta strokovni del izobraževanja je zelo pomemben. Temeljna odločitev je predvsem zato, ker znanja nikoli ni preveč. V tem času, kljub temu, da izobraževanje poteka znotraj tovarne, intenzivno, so zahteve po dodatnih kompetencah, dodatnih znanjem bistveno više, kot so bile v preteklosti in to je bila priložnost, ki smo jo z velikim veseljem porabili. Šolanje je bilo organizirano kot 76-urno usposabljanje, ki je zaposlenim v papirni industriji omogočilo pridobitev temeljnih strokovnih znanj o procesu proizvodnje papirja. Program papirne šole je bil zastavljen v temeljih, ki so ga postavila podjetja. Šlo je predvsem za pridobivanje novih informacij in seveda izzivov, tako da so tudi predavanja sama potekala malce na drugačen način v smislu izzivanja in provociranja in pa seveda glede na širok izbor kandidatov, to se pravi iz vseh poklicnih področij, se je skušalo vzpostaviti komunikacijo med njimi.
zato da so si med seboj izmenjavali izkušnje in znanje, ki so ga pridobivali, seveda, ki ga že imajo in ki ga v praksi lahko vsakodnevno preverjajo. To je prva generacija, po kar dolgem času ste zadovoljni? Ja, glede na to, da se praktično že 15 let ukvarjam z izobraževanjem odraslih, naj si bo po podjetjih ali tudi preko gospodarske zbornice na začetku in centra za poklicno usposabljanje v sklopu gospodarske zbornice, moram reči, da se je tokrat postavili na druge temelje in glede na razpršenost predznanja se mi zdi, da je rezultat boljši ravno zaradi že prej omenjene komunikativnosti, ki jo je uspela ustvariti med njimi in ki so jo seveda tudi oni z veseljem resno vzeli, ker pa sem bil jaz malo bolj tih. Danes prejemate diplomo papirne šole, kakšni so kaj občutki? V redu, predvsem smo pridobili veliko znanja, tako da so občutki dobri. Kakšna je bila papirna šola, kako je izgledalo to izobraževanje? Zanimivo, spoznali smo cel postopek proizvodnje papirja in ker delam v laboratoriju, s tem še nisem bila seznanjena, tako da so vsa znanja bila nova in zanimiva. Načrtujete, da boste to znanje še nadgrajevali? Ja, če bo priložnost, bomo. Zakaj ste se vi odločili za šolanje v papirni šoli? Ja, to mi je bil neke vrste izziv, da dobim neka nova znanja, neke nove izkušnje. Ja. Kakšni so pa danes občutki ob podelitvi diplome? Ja, hvala Bogu, da je to končano. Dejansko neki novi pogled na vse to, kar se tiče papirne industrije, izdelave papirja, vsega tega smo dobili, tako da mislim, da je bilo kar uspešno. Papirna šola je pomemben dosežek ob dejstvu, da v Sloveniji že desetletje ni možno nobeno formalno strokovno izobraževanje z področja papirne industrije, slovenske papirnice pa danes spadajo med največje slovenske izvoznike.